predlagamo, da pridemo na vaša vprašanja. Gospod Černi, izvolite. Gospod minister, mene samo zanima, tudi premijer Pahor vam je pojasnila, če bo premijer zahteval od vas, ali boste tudi? Ne, jaz pričakujem, da bo premijer, ko bo prebral dokaj debu svežen pojasnil v zvezi z aktivnosti, ki smo izvajali. Izvajali smo precej aktivnosti na to temo, mi smo Računsko sodišče jemali skrajno resno in smo dejansko poskušali slediti njegovim iniciativam, tudi zakonodajno pobudo, kar nekako presega revizorski organ, tako da jaz mislim, da bo s tem zadovoljen. Hvala. Naslednje vprašanje. Jaz bi se kar navezala, če lahko, glede na to vprašanje, slišali smo, da ste se danes dobila, ali ste taka zagotovila, da bo odločitev premijer sprejel potem, ko vse te stvari prebere, ste taka zagotovila dobili? Ne, premijer je predvsem želel zelo na široko pojasneno celotno ozadje in vse aktivnosti, ki smo jih v tej zvezi izvajali, tudi roke, v katerih smo jih izvajali. Poleg vsega ostalega dela pričakujte, da mi letno izdamo okrog 147, skoraj 150 aktov. V 2 letih do zdaj smo po malo manj kot 150 aktov. Bodi si zakonov, pripravili zakonov ali pa podzakonskih aktov, tako da imamo izjemno dosti aktivnosti, smo najbolj aktivno ministrstvo, kar se tega tiče, in v tem okviru smo tudi resno imeli priporočila Računskega sodišča, zato se mi zdi sedajna iniciativa nenavadna, težko razumljiva. Zdaj, seveda, premijer bo pa sam odločil, da moram jaz polagati njegovih misli. Bom povedal. Hvala. Lahko jaz navežem na to vprašanje. Gospod minister, več vaših pobud, recimo govorili ste o 1000 evrih minimalne plače, pa o 500 evrih dohodka, o spremembah davčne zakonodaje, dodatnih dohodninskih razredov, agonija z NLP-jem se vlekla dolgo, zdaj dokapitalizacije še vedno ni in premijer pravi, da v bistvu bolje delate, kot mislite. Pa me zanima, kaj so vaši največji uspehi, kaj štejete za največji uspehi? Pa kaj bi država trpela, po katerem točku bi država trpela, če bi vse odstavili? Torej, 1000 evrov je obljuba, ki je v bistvu cilj. Zaradi finančne krize v enem mandatu ni dosegljiva. Ko bomo izvedli razvojni preobrat, mi delamo vse, da bi ga izvedli, bo to ena od stranskih posledic. Če gledamo, da smo vendarle sledilci, da z imitacijo, z oponašanjem najboljših praks malih odprtih gospodarstv napredujemo, potem se lahko približamo nekemu dohodku na prebivalca podobnemu Avstriji, slej ko prej, in v tem okviru je tudi dosegljiv ta kriterij blaginje, kakršnega kaže simbolno ta 1000 evrov plače, pa 500 evrov tega dohodka, ki ga dobijo v bistvu socialno najšibkejši. Trenutno to ni izvedljivo zaradi finančne krize, če pa sprašujete, na kaj sem res ponosen, sem ponosen, da sem zagotovil ustrezne pogoje, da mi vendarle izvajamo ustrezne postopke za razvojni preobrat. Mi smo povečali delež za raziskave in razvoj v bruto domačem produktu, absolutno smo povečali sredstva v ta namen, vzpostavili smo celo vrsto kanalov, trenutno delujemo tudi na regionalni ravni, da bi razpršili nekoliko koncentracijo teh sredstev in mislim, da smo tu na dobri poti, da če ne v tem, pa v naslednjem mandatu dosežemo cilj, ki si ga ta koalicija zastavlja, še preden se je pač morala začeti ukvarjati s krizo. Ta drugo, kar sem ponosen, je, da smo se s to krizo spopadli podobno kot najbolj razvita gospodarstva, kot del tega razvitih gospodarstva. Bili smo v tem klubu in smo imeli tudi rezultate, gospodarska rast se je povrnila, imamo neke svoje specifične težave, trenutno gledamo predvsem na področju gradbenega sektorja. Imeli smo prej bolj pregreto gospodarstvo kot večina ostalih in temu primerno smo se tudi soočili z nekoliko večjimi težavami. In pa zdaj ta tretja reč, za kar sem pa ponosen, sem pa, da smo vendarle zagotovili tudi ustrezne vire za socialno kohezivnost, da nihče ni bil do te mere prizadet, da bi bil lahko lačen zaradi te krize ali kaj podobnega.
To so 3 stvari. Ogromno ljudi, ki imajo minimalno plačo. Naslednji še enkrat bomo imeli 5 vprašanj. Zato Umar je rekel, v bistvu, da zaostajamo za ostalimi, pač, ki je bolj tle uspeh. Po plači v bistvu, okrevan Zahodna Evropa hitreje kamino. To je dobro vprašanje. Okay. Glejte, naša industrijska proizvodna in predelovalne dejavnosti okrevajo hitreje od povprečja območja evra, se pravi, hitreje se nam dviga menjalni sektor. Imamo pa specifične težave v gradbeništvu, ki so pač povezane z predimenzioneranostjo tega sektorja oziroma z veliko ekspanzijo, ki je bila ekstenzivna, kot veste, pred krizo in težavami, ki jih imamo s polaganjem nekaterih objektov v prostor. In tudi kot negativna povratna zanka se je pokazalo tekmovanje pri javnih naročilih in nerealno nizke cene, s katerimi so nekateri izvajalci stopili v ta razmera. Res pa, da to ni neposredno, mislim, sama izbira cen naše področje. Po zakonu tega ne bi smeli dovoliti. Če se lahko še predstaviti. Sami kot minister odstopili. Marija Takaj z Dnevnika. Sami torej ne mislite odstopiti na poziv Računskega sodišča, to je prvo vprašanje. Drugo pa, ali menite, da je to eleganten način, da se vas tako zgodi? Prvo je ne in drugo je pa še bolj ne. Približno vse to sami lahko opaste, kje in kako približno je vir. Te nenavadnosti, sem pa presenečen na tem, moram reči. To mnenje Računskega sodišča skupaj z razlago je eno veliko presenečenje, zanesljivo pa nima nobene zveze s predsednikom vlade. Najlepša hvala za to. Kaj pa vidite ozadje tega, koliko se je to? To je pa vaša stvar, vi ste za to, da... Menite, da je politično motivirano? Tudi tega ne komentiram. To je pač stvar vaše presoje. V bistvu, z ene strani že opredelili, že LDS zares je rekel, da bo moral pač premijer spoštovati to odločitev, pač ta normi, ki jih postavil pač ministru Erjavcu. Vsaka stranka ima pravico, da pač pove svoje mnenje, tako kot tudi vsak človek. To bi rad vaše mnenje. Moje mnenje je, da je ta odločba Računskega sodišča nenavadna, presenetljiva in da presega neke okvirje, za kere bi jaz štel, da bi lahko Računsko sodišče kot vrhovni revizorski organ nam pomagalo. Prav bomo naprej sledili njegovim navodilom, ker ni nobene. Kaj pa pravite? Ja, to sem vam pa povedal že na začetku. To sodi po ESA 95, vsi te skladi sodijo v širši račun države in sodijo tako v dolg kot v primanjkljaj. Sod ustvarja primanjkljaj. Kaj pa domača javnost? ESA 95. ESA javnost. ESA 95 je tista, ki kaže. Kaj pa domača javnost? V petek ste se kaj zmenili? V petek sem obiskal gospoda Debeliusa v Kitzbühelu. To je bila službena vožnja tja in nazaj v istem dnevu. Pogovarjala sva se že tretjič. Prvič je bil on gost predsednika države in je imel predavanje na ameriški ambasadi. In v tem okviru, takrat sem ga spoznal, to je bilo pred enim letom, potem sem se sestal z njim v New Yorku in zopet v Kitzbühelu, kjer sta po dolgo načrtovanem sestanku ugotavljala možnosti vstopa ameriških investitorjev v naš finančni sistem. Ta je naš interes za dokapitalizacijo in vstop pomembnih institucij z tega področja je zelo velik. Ali lahko to stališče Računskega sodišča spodbudi sume, da je Evropski